Oseba in delo sta dve besedi, ki sta lahko in morata biti skupaj. Kajti, če pomislimo in rečemo delo brez osebe, delo postane nekaj nečloveškega, ki s tem, da pozablja na osebe, pozabi in izgubi sebe. Če pa pomislimo na osebo brez dela, rečemo nekaj parcialnega, nepopolnega, saj se oseba v polnosti uresniči, ko postane delavec, delavka. Posameznik namreč postane oseba, kadar se odpre za druge, za družbeno življenje, kadar se razcveti v delu. Papež Frančišek je zjutraj pred redno sredino katehezo sprejel v avdienco predstavnike Italijanske konfederacije delavskih sindikatov. Le-ti se v teh dneh v Rimu udeležujejo kongresa, katerega geslo je za osebo, za delo. Delo je najbolj običajna oblika sodelovanja, ki ga je človeštvo uresničilo v svoji zgodovini. Delo je oblika civilne ljubezni, ni romantična ljubezen in tudi ni vedno zavedna, toda je resnična, pristna ljubezen, ki nam daje živeti in svet vodi dalje. Papež je nadaljeval, da oseba seveda ni samo delo, ker moramo tudi počivati in ker ne delamo vedno in niti ne smemo delati vedno. Otroci, bolniki in ostareli ne smejo delati. Edino dobro delo za otroke in mlade je študij. Pravica do pokojnine mora biti priznana vsem in sicer do pravične pokojnine, ne preskromne in ne prebogate, kajti tudi slednja je huda žalitev za delo. Ali pa, kadar je delavec zaradi bolezni škartiran iz sveta dela v imenu učinkovitosti. Če bolna oseba nasprotno lahko še naprej dela v okviru svojih meja, ima delo terapevtski učinek.